Misliš, da samo gledaš uspešnico za zabavo? Pa ni tako. Obstaja sled dokumentov na 60.000 straneh, ki dokazuje, da tvoji najljubši filmi niso umetnost. So državno odobrene psihološke operacije. Najmočnejši direktor studia v Hollywoodu ne dela za Disney ali Netflix. Delajo na Pentagonu. Hollywood vam je prodal laž in jo skril v odjavne špice. Številka 12. Human zasliševalec. Spoznaj starše. Morda mislite, da ima CIA opravka s Hollywoodom samo v vohunskih filmih, kot sta franšizi Misija nemogoče in Jason Bourne, vendar se motite. Tudi romantična komedija iz 2000-ih, kot je film Spoznaj starše z Benom Stillerjem in Robertom De Nirom, ima prstne odtise CIA. In za vse, ki filma še niste videli, lik Bena Stillerja prvič spozna starše svoje dolgoletne punce, le da ugotovi, da je njen oče, njegov morebitni bodoči tast, nekdanji agent CIA. V Hollywoodu je pristnost valuta. Bolj kot se film zdi resničen, bolj bodo gledalci verjeli zgodbi. In bolj kot je zgodba prepričljiva, bolj dobičkonosen postane film. In tukaj nastopi Chase Brandon. Je ena najpomembnejših oseb, ko gre za senčne povezave med CIA in Hollywoodom. Je človek, ki je tako nenavaden in zanimiv, da si skoraj lahko predstavljaš, da bi o njem posneli film. 35-letni veteran CIA, ki je delal pod krinko kot vodilni operativec v tajni službi. O svoji vlogi je dejal: "To ni kariera, to ni služba, to je način življenja." Je tudi človek, ki trdi, da je videl dokončne dokaze o vesoljcih, skrite v zaupnih dokumentih o strmoglavljenju v Roswellu leta 1947. Kasneje je napisal thriller o zaroti, The Kryptos Conundrum, in ima tudi svojo nepričakovano povezavo s Hollywoodom. Je bratranec igralske legende in zvezdnika filma Možje v črnem, Tommyja Leea Jonesa. Toda ta povezava je nekaj več kot le zanimivost. Kot višji uslužbenec CIA je postal tiskovni predstavnik agencije in uradni povezovalec CIA z zabavno industrijo. Kot tak je imel zanimivo dvosmerno vlogo, saj je filmskim ustvarjalcem posredoval omejeno notranje znanje o delovanju CIA. Po drugi strani pa poskrbi, da Hollywood nekoliko omili ostre robove pri prikazovanju pogosto sporne obveščevalne agencije. Tako je bilo povsem naravno, da je bil Chase Brandon glavni stik, ko so pisali in nato snemali film Spoznaj moje starše, saj so želeli lik tasta iz CIA, ki ga igra Robert De Niro, narediti hkrati zabavnega in realističnega. Chase je z veseljem odgovarjal na vprašanja, ki bi lahko razvila lik in njegovo ozadje. Vse dokler ni prišlo do enega vprašanja, ki je spremenilo vse. Kako bi izgledal priročnik za mučenje CIA? Načrt je bil, da bi Stiller v De Nirovi pisalni mizi našel enega od teh priročnikov kot ključen namig na njegovo preteklost, vendar je Chase Brandon to preprečil. Močno je predlagal, naj film namesto tega pokaže niz fotografij De Nirovega lika z različnimi pomembnimi javnimi osebnostmi, da bi razkrili njegovo preteklost v CIA. Običajno, ko pride do takšne spremembe, je to zaradi želje po večji natančnosti filma. Toda tukaj temu ni tako. CIA je dokazano ustvarila priročnike, ki vsebujejo navodila za ugrabljanje in mučenje, kot so bili tisti, ki so jih razdelili honduraškim borcem kot del kontraške vojne. To so potrdljivi dokumenti, pridobljeni z zakonom o svobodi informacij, ki so bili objavljeni leta 1997. Torej, ta sprememba ni bila le prijazna gesta zaposlenega v CIA, ki bi želel pomagati filmu, da se drži dejstev. To je jasen primer, kako je CIA manipulirala s pisanjem v zabavni industriji, da bi prikrila nekatere svoje najbolj podobne elemente. Če so pripravljeni to narediti za eno samo vizualno šalo v romantični komediji iz 2000-ih, kako daleč so pripravljeni iti pri filmih, kjer so oni in njihovi interesi veliko bolj v ospredju. Številka 11. Lastni James Bond agencije CIA, Ryanovo vesolje. Druga polovica 20. stoletja je bila za CIA zelo slaba glede odnosov z javnostjo. Njihova predhodnica, OSS, je bila zaradi svojega dela v drugi svetovni vojni slavljenja kot junaki. Torej, ko je Chase Brandon poskušal izboljšati ugled CIA v filmih, so bili že globoko v škandalih. Od nepriljubljenih sprememb režimov v državah globalnega juga do govoric in obtožb o vpletenosti v trgovino z drogami doma. Bili so temna senca na ameriškem zidu. Kje bi bilo bolje kot v Hollywoodu, da operejo ta ugled in ga spet spremenijo v ameriško junaštvo? Zato smo v 90. letih začeli opažati presenetljivo veliko filmov, ki so nastali z neposrednim sodelovanjem CIA. Patriotske igre, ameriški thriller iz leta 1992, v katerem Harrison Ford igra junaškega nekdanjega agenta CIA Jacka Ryana, je bil prirejen po romanu Toma Clancyja. Njegova upodobitev agencije je bila močno romantizirana, skoraj kot filmsko-ljubezensko pismo CIA. Tom Clancy je bil dober prijatelj in neposreden dopisovalec s CIA, zato je Jack Ryan predstavljal nekaj, o čemer je agencija dolgo sanjala. Odgovor agencije na Jamesa Bonda.
tržno privlačen simbol za izboljšanje javnega mnenja in spodbujanje novačenja. Chase Brandon je mimogrede sovražil Jamesa Bonda in je o Bondu dejal: "Ne opravljaš svojega dela, v smisel je, da nisi očiten." In vendar je CIA podprla patriotske igre. Dovolili so več obiskov v glavnem sedežu v Langleyju za raziskave, produkcijska ekipa pa ni bila le pooblaščena, ampak celo aktivno spodbujena, da tam snimajo. To je enaka vrsta dogovora, kot ga boste videli v produkcijah, kot sta Novaček in z Oskarjem nagrajeni Argo, v katerih imajo agenti CIA vidne junaške vloge z dovoljenjem CIA. In čeprav Patriot Games ni postal kulturno prelomni hit, kot si ga je CIA želela, je bil to prvi obrok v dolgi igri impresivnega kulturnega vpliva. Jack Ryan morda nima svetovne prepoznavnosti kot James Bond, vendar se Ryanovo vesolje razteza čez 14 romanov Toma Clancyja, pa tudi čez izpeljanke, ki sledijo Jackovemu sinu. To vesolje ima 7 različnih filmov, kjer so ga igrali različni igralci, pa tudi izjemno uspešno večsezonsko televizijsko serijo Jack Ryan na Prime Video, ki se je začela leta 2018. Verjetno vas zato ne bo presenetilo, da vse to naredi agente CIA videti kot superjunake. In še niti nismo prišli do dobesednih superjunakov, ki jih je pomagala oblikovati ameriška vlada. Številka 10. Obdobje Chasea Brandona Novač. Delo Chasea Brandona kot prikritega producenta CIA se ni končalo s filmom Spoznaj moje starše, še zdaleč ne. Njegova prava moč kot človeka. CIA v Hollywoodu se je začela leta 1996, ko je pomagal producirati več kot ducat filmov in televizijskih oddaj, pri čemer je ves čas skrbel, da so prikazovali CIA v najboljši možni luči. Povprečnemu scenaristu, ki je živel iz rok v usta, se je morda zdel kot sanjski sogovornik. Trdil je, da ima bogate izkušnje z izvajanjem tujih nalog, povezanih z mednarodnim terorizmom, protigverilskimi akcijami, globalnim trgovanjem z mamili in tihotapljenjem orožja. To je snov, iz katere so narejeni akcijski filmi, seveda, če si pripravljen še naprej ubogati pravila. Še posebej, če pogledamo časovnico Brandonove kariere, so nekateri ugibali, da se je njegovo tako imenovano tajno delo morda prekrivalo z najbolj spornimi operacijami CIA v Južni Ameriki v 70. letih prejšnjega stoletja. Iste operacije, ki jih je kasneje več let tiho poskušal izbrisati iz hollywoodskih zgodb. Brandon sam trdi, da je bil tehnični svetovalec pri več hollywoodskih produkcijah, vključno s filmi Novač, Sovražnik države, Misija nemogoče 3, Identiteta Burna in seveda tudi pri filmu Spoznaj moje starše ter njegovem nadaljevanju, ki ga na YouTubu ne smemo omeniti po imenu. Vendar obstajajo tehtni dokazi, da je bil Chase Brandon pri filmu Novač veliko več kot le tehnični svetovalec, še posebej pri tem filmu. V svoji knjigi CIA v Hollywoodu, kako agencija oblikuje film in televizijo, je Trisha Jenkins ugotovila, da je bil Brandon v bistvu glavni za prvo celotno različico scenarija. Domnevni glavni scenarist, Roger Town, je bil komaj kaj več kot lutka, ki je prispevala le manjše dele. V enem izmed razkritih pogovorov med njima med pisanjem scenarija je Brandon rekel, citiram: "V redu, Rač, tvoj čas je, da zažgeš z govorom v Medfordu. Celo priložnost ti bom dal, da ga opišeš." Mimogrede, očitno tukaj obstaja nek utečen dogovor. Ena od drugih scenarističnih zaslug Towna je bil TV thriller iz leta 1999 v družbi vohunov, ki je bil prav tako narejen z veliko vpletenostjo CIA. Lahko bi trdili, da je Chase Brandon preprosto imel strast do pisanja in filmske ustvarjalnosti in da je bila njegova uradna vpletenost CIA v te filme večinoma naključna. In ta skepticizem bi bil morda upravičen, če CIA ne bi poskušala prikriti obsega vpletenosti Chasea Brandona. Spletna stran spyculture.com je opravila obsežne preiskave o vplivu Chasea Brandona v filmski industriji. Celo izkopali so stare številke revije What's News at CIA, internega glasila agencije, kjer je ime Chasea Brandona začrnjeno. A kljub temu lahko še vedno razberete, da je pod črno vrstico njegovo ime. Kar zadeva dolg vpliv, ki ga je kariera Chasea Brandona imela na Hollywood in posledično na javno dojemanje CIA, lahko njegovo vlogo vidimo kot izjemno strateško naložbo agencije. Ampak celotna situacija plačanega vpliva na filme je veliko večja kot samo CIA. To je zarota, skrita na očeh javnosti, ki sega čez več vej ameriške vlade. Moč in vpliv CIA sta v resnici le kaplja v morje v primerjavi s surovo močjo Ministrstva za obrambo. Številka 9. Črni seznam. 13 dni. Ena izmed najbolj napetih obdobij ne le ameriške zgodovine, ampak tudi zgodovine človeštva je kubanska raketna kriza leta 1962. Napetost na robu med diplomacijo in jedrskim uničenjem je bila znamenito prikazana v trilerju 13 dni iz leta 2000 s Kevinom Costnerjem. In to je film, ki ga skorajda ne bi mogli videti. Pentagon ga je poskušal kaznovati, ker ni podpiral njihove različice dogodkov. Videli smo, kako lahko močan ameriški vladni oddelek vtakne svojo propagando v film. Tukaj je, kaj se zgodi, če ne sodeluješ.
Ustvarjanje filma, kot je 13 dni, predstavlja dva velika izziva z vidika filmske produkcije. Prvi izziv je količina vojaške opreme, ki jo potrebuješ, da natančno prikažeš apokaliptične napetosti hladne vojne. Drugi izziv pa je, da je zaradi hitrega napredka vojaške tehnologije film postavljen v leto 1962 vsekakor zgodovinski film. Da ohraniš pristnost za ljubitelje zgodovine, mora tak film imeti pravilno opremo. To pomeni zgodovinsko natančno vozila, orožje in uniforme do najmanjše podrobnosti. In za takšno raven pristnosti se studiji pogosto obrnejo na Ministrstvo za obrambo, kjer črpajo tako iz strokovnega znanja, kot tudi iz muzejskih zbirk odslužene vojaške opreme. Preden se je komunikacija prekinila, je Pentagon zagotovil nekaj ladij, letalonosilk in letal iz tistega časa, vključno z USS Enterprise in USS Joseph P. Kennedy Jr. Druge prispevke Ministrstva za obrambo predstavljata ohranjeni F-8 Crusader in vohunsko letalo Lockheed U-2. Težava je bila v tem, da Ministrstvu za obrambo ni bilo všeč, kako je film prikazal nekatere neprijetne resnice, kot je to, da so združeni načelniki generalštabov pritiskali za jedrski prvi udarec, kar bi lahko povzročilo konec vsega življenja in civilizacije, kot jo poznamo na Zemlji. Na srečo so prevladale bolj trezne glave, vendar ameriška vojska ni želela, da bi javnost vedela, da ni bila med temi treznimi glavami. Ministrstvo za obrambo je pritiskalo, da bi prizor odstranili iz filma, vendar so ustvarjalci pokazali moralno pokončnost in niso popustili. To dejanje načelnosti je bilo hitro kaznovano strani Ministrstva za obrambo, ki je umaknilo vso svojo podporo filmu in z njo tudi vse svoje materialna sredstva. Vendar pa je ekipa filma 13 dni, kljub temu, da je bilo to očitno prizadevanje, da bi snemanje propadlo od znotraj, pokazala neverjetno iznajdljivost. Za Kubo so uporabili Filipine, vključno z območji okoli letalske baze Clark. Ta je nekoč pripadala ZDA, zdaj pa jo upravlja filipinsko vojno letalstvo. Na bazi so imeli tudi vrsto starejših, neoperativnih letal, kar je bilo uporabno za poustvarjanje videza obdobja v filmu. Oprema je bila umetno postarana in obnovljena, nato pa so jo pritrdili na zadnji del premikajočih se tovornjakov, da je bila videti delujoča. In uspelo jim je. Čeprav film ni bil uspešen v kinodvoranah, je prejel dobre kritike. Mimogrede, priložnost za predvajanje filma na ameriški vojaški bazi v Nemčiji je bila zavrnjena. Iz istega razloga je Ministrstvo za obrambo umaknilo svojo pomoč. Nenavadno pa je, da je Kevin Costner vseeno lahko omogočil Fidelu Castru zasebno projekcijo filma na Kubi. Čeprav je 13 dni popoln primer zavrnitvene strategije, je v resnici le eden izmed več 10 kultnih filmov, ki jih Ministrstvo za obrambo ni želelo podpreti. To je le nekaj najbolj norih primerov. Vojska je sprva zavrnila film Forrest Gump iz več razlogov, med drugim zaradi namigovanja, da bi človeka z duševno motnjo poslali bojevati v Vietnam. To je popolno nasprotje resničnega življenja, kjer je vojska izvedla projekt 100 000, eno največjih vojaških sramot v vojni, polni sramot. Vzeli so ljudi z duševnimi motnjami in jih nato dali v enote, ki so jih v bistvu obravnavale kot topovsko hrano. Če ostanemo pri Vietnamu, so prav tako zavrnili sodelovanje pri filmu Oliverja Stonea VOD zaradi prikazovanja ameriških vojnih zločinov in primerov fragginga, torej prijateljskega ognja med ameriškimi vojaki, za katerega je bilo dokazano, da se je zgodil. Film Časnik in gospod je ameriška mornarica zavrnila, ker jih je prikazoval v slabi luči. Produkcija je povzročila toliko skrbi, da so, ko je film prejel pomoč kanadske mornarice, uradniki ameriške mornarice domnevno klicali in jih spodbujali, naj tudi oni odstopijo od sodelovanja. Vojska je odstopila od sodelovanja filma Umri pokončno 2, ker jih je ozadje zlikovca, ki je bil podoben Noriegi, preveč spominjalo na afero Iran-Kontra. Tako dan neodvisnosti kot napad z Marsa sta izgubila podporo, ker nista prikazala ameriške vojske kot dovolj močne proti tehnološko naprednim vesoljskim napadalcem. Prav tako niso želeli podpreti filma Komando, akcijskega filma z Arnoldom Schwarzeneggerjem, ki je eden najbolj pretiranih primerov tega žanra. Skrb je bila, da je ozadje lika Arnolda Schwarzeneggerja, Johna Matrixa, nekdanjega operativca ameriških specialnih enot, pustilo preveč prostora za interpretacijo o tem, v kaj bi lahko bila njegova enota vpletena pred dogodki v filmu. Zaradi tega je bil uradni razlog za zavrnitev, citiram, da film namiguje, da ima ali je imela ameriška vojska posebno enoto, usposobljeno izključno za izvajanje umorov in ropanja. Vse to vas morda navdaja z vprašanjem, kakšen je dejanski donos za vojsko glede na ves ta vložek za vse to. No, CIA in Ministrstvo za obrambo vložita toliko truda v vplivanje na filme ali jih izločita, če ne sodelujejo. Kakšne koristi imajo dejansko od tega, ko vse poteka po načrtu? Odgovor je, da so koristi ogromne, z veliko začetnico O, tako kot določen MCU. Številka 8. Učinek kapitana Marvela.
Leta 2019, po odmevnem filmu Avengers – Neskončna vojna, so bile vse oči uprte v Marvelov filmski univerzum. Toda pred rekordno uspešnim zaključkom Endgame v kinematografih je bilo treba postaviti še zadnji kos sestavljanke, predstaviti zadnjo ključno članico ekipe, kapitana Marvela. In potem, ko je film zaslužil skoraj $1 milijard več od svojega proračuna, ni bil velik uspeh le sam po sebi, ampak tudi za svojega skrivnega deležnika – ameriško vojno letalstvo. Naslovna, kapitan Marvel, je Carol Danvers, pilotka ameriškega vojnega letalstva, ki po naključnem stiku z nezemljanom dobi božanske moči. Zato je ameriško vojno letalstvo seveda vložilo precej časa in sredstev v film. Igralska zasedba je prejela letalsko usposabljanje pri pokojnem majorju Stevenu Kajonu Delbanu iz skupine Thunderbirds. Dodatno podporo so zagotovile številne večje enote, vključno s 412. testnim krilom na letalski bazi Edwards v Kaliforniji in 144. lovskim krilom na letalski bazi Nacionalne garde v Fresnu. Pri snemanju filma so sodelovale tudi druge baze in eskadrilje. Toda ta dogovor je bil obojestranski. Brie Larson, ki je igrala kapitanko Marvel, je sodelovala na promocijski turneji po letalski bazi Nellis skupaj s križno promocijo na uradnih kanalih družbenih medijev. V ZDA so se v kinematografih pred filmom, med njegovim predvajanjem v kinematografih, ki je prineslo $1 milijard, predvajali tudi oglasi za novačenje v ameriško letalsko vojsko. Zdaj imamo trde podatke, ki kažejo, da je bila vsa ta promocija izjemno uspešna za letalsko vojsko. Zabeležili so največji porast prijav žensk v zadnjih 5 letih. Disney je s tem dosegel velik uspeh za Ministrstvo za obrambo. Kaj pa če vam povem, da povezava podjetja z uradnimi silami ameriške vlade sega desetletja nazaj? Pravzaprav je bil prvi pomemben član korporacije Disney, ki je sodeloval z ameriško vlado, sam Walt Disney. Številka 7. Posebni agent Walt Disney. Walt Disney ni bil lutka Ministrstva za obrambo ali CIA. Namesto tega je bil prvi hollywoodski insider, ki je bil tesno povezan z FBI-jem. Selo ovajal je svoje kolege animatorje in poslovne tekmece med FBI-jevim lovom na komuniste v hollywoodskem sistemu v času Rdeče grožnje. Uradna FBI-jeva mapa o Disneyju, pridobljena na podlagi zahteve po zakonu o svobodi dostopa do informacij, med drugim navaja: zaradi položaja gospoda Disneyja kot vodilnega producenta risanih filmov v filmski industriji ter njegovega ugleda in širokega poznanstva na področju filmske produkcije, verjame se, da je lahko v veliko pomoč tej pisarni. Zato priporočam, da ga odobrijo kot kontaktno osebo SAC. Prvič so ga rekrutirali leta 1940, kasneje pa je leta 1954 prejel častni naziv kontaktne osebe SAC. V zameno za notranje informacije iz Hollywooda, pozitivno prikazovanje v njegovih filmih in brezplačen dostop do Disneylanda, kadarkoli so želeli, kar je bila res ena od ugodnosti, je Disney dobil dostop in pravico do snemanja v sedežu FBI. Povezava pravzaprav ni bila presenečenje, saj je Disney že leta 1936 poslal nekakšno oboževalno pismo uradu. To medsebojno občudovanje je očitno delovalo v obe smeri. Obstaja izjemno srhljiva fotografija direktorja FBI J. Edgarja Hooverja na novoletni zabavi leta 1937, kjer nosi kartonasto masko Mickey Mouse kluba. In če se to sliši pretirano, se je vse skupaj še stopnjevalo 4 leta kasneje, med stavko animatorjev leta 1941. Potem, ko je Disney odpustil zaposlene, ki so sodelovali v prizadevanjih za sindikalizacijo, naj bi direktor FBI J. Edgar Hoover domnevno nudil podporo, za katero kritiki pravijo, da je pomagala pritiskati in ustrahovati gibanje. Cilj je bil uničiti gibanje, da bi Disney lahko svoje zaposlene spravil nazaj na delo. Seveda so vladne agencije izjemno natančne glede tega, kako želijo biti prikazane v medijih, in celo Disney je naredil napako. FBI ni bil zadovoljen z bolj humoristično upodobitvijo v filmih Moon Pilot in Tista prekleta mačka, 2 Disneyjevih produkcijah, in je potem Disneyja držal na nekoliko krajšem povodcu. Kljub temu je z veseljem ubogal pravila vse do svoje smrti leta 1966. Če je bila to raven vladnega vpliva v zlati dobi animacije, se pojavi širše vprašanje, koliko ustvarjalnega nadzora obstaja v današnji dobi surovega realizma po 11. septembru. In nikjer ni ta razprava bolj intenzivna kot v filmih, ki se ukvarjajo s smrtjo Osame bin Ladna, enega najpomembnejših resničnih dogodkov, ki so jih kdaj dramatizirali v sodobni kinematografiji. Številka 6. Podkupovanje okoli filma Zero Dark 30. Politični thriller iz leta 2012 Zero Dark 30 je milo rečeno kontroverzen film. Velika uspešnica o lovu na bin Ladna je bila kritizirana, ker je uporabila resnične zvočne posnetke ljudi, ki so umrli v napadih 11. septembra. Njena pripoved naj bi podpirala mučenje kot tehniko za pridobivanje informacij od pridržanih oseb. A najbolj zaskrbljujoče so bili zlovešči in morda nezakoniti skrivni dogovori s člani CIA za pridobivanje notranjih informacij.
Pisatelj Mark Bull in režiserka Catherine Bigelow sta dobesedno gostila agente z razkošno hrano in pijačo, od katerih sta želela informacije. Z razkošnimi obroki in dragimi pijačami so jih razvajali, da bi se počutili dovolj sproščeno in bi zaupali vse sočne podrobnosti. Mislili bi, da bi bil rezultat tega razkritje vseh podrobnosti, ki jih CIA ne bi želela pokazati širši javnosti. Pa vendar, temu sploh ni bilo tako. Tožba na podlagi zakona o svobodi informacij je razkrila, da sta CIA in Ministrstvo za pravosodje preverjala, ali so filmski ustvarjalci morda prestopili pravne ali etične meje v stikih z zveznimi uradniki. Domnevno so začeli notranjo preiskavo. Na koncu proti ekipi filma Zero Dark Thirty niso vložili nobenih obtožb, ker je film naredil točno to, kar so si želeli. Spomnite se, ena od glavnih kritik filma je bila tudi ta, da je legitimiziral mučilne tehnike pri iskanju Bin Ladna. No, kdo mislite, da je uporabljal te tehnike? Tako je, CIA. Ko so grozljive podrobnosti teh izpopolnjenih zasliševalnih tehnik prišle v javnost, so bili zelo željni rešiti svoj ugled. In če želite to narediti, je veliko bolje, da to storite prek hollywoodske uspešnice, kot pa na tiskovni konferenci, ki je povprečen Američan verjetno nikoli ne bo gledal. CIA je vseeno podala izjavo po vsem tem in obvezno zamahnila s prstom na celotno zadevo ter dejala: po filmu Zero Dark Thirty je CIA popolnoma prenovila svoje postopke za sodelovanje z zabavno industrijo. Agencija je vzpostavila centraliziran sistem za vodenje evidenc o zahtevah zabavne industrije in leta 2012 izdala celovita nova navodila za upravljanje stikov in podpore zabavni industriji. Če mislite, da se res gradi dejanska ločnica med CIA in zabavno industrijo, potem očitno niste bili pozorni. Kaj pa se zgodi, ko se ena od teh agencij odloči, da je njihova najboljša poteza popolna prekinitev sodelovanja? Izkazalo se je, da lahko storijo tudi to. Številka 5. Projekti duhov. Protiukrepi. Se spomnite vojaškega trilerja iz sredine 90-ih let z naslovom Protiukrepi, v katerem je igrana Geena Davis? Ne? No, ne spomnite se ga, ker ga zaradi Ministrstva za obrambo nikoli niso posneli. Verjetno vas ne bo presenetilo, če slišite, da je postopek za pridobitev pomoči Ministrstva za obrambo pri snemanju filma poln birokracije. Zahtevali bodo celoten izvod snemalnega scenarija, če pri projektu niso sodelovali že pred njegovim nastankom. Filmski ustvarjalci lahko vedno pričakujejo izjemno podroben dopis z vsemi zahtevanimi spremembami ali razlogi za popolno zavrnitev. In ko je šlo za protiukrepi, ki naj bi bil postavljen v splošno okolje ameriške mornarice, so imeli neverjetno veliko pripomb. Sovražili so dejstvo, da je jedrska nesreča pod nadzorom mornarice del zgodbe, saj jih je skrbelo, da jih to prikazuje kot nesposobne. Prav tako jim niso bili všeč seksistični, zakrili tekajoči mornariški rekruti, in to zato, ker je bila mornarica zapletena v škandal nadlegovanja, potem ko je skupina pijanih mornariških pilotov zagrešila grozodejstva nad 83 ženskami in 7 moškimi v hotelu v Las Vegasu. To je bil tako razvpit dogodek, da je postal znan kot škandal Tailhook. Toda zadnji žebelj v krsto za countermeasures je bila zarotniška zgodba, ki jo je glavni junak razkrival. Je srhljivo spominjala na afero Iran-Contra. Predstavnik mornarice je poudaril: nimamo razloga, da bi blatili Belo hišo ali spominjali javnost na afero Iran-Contra. Zavrnil so dostop do enega od svojih letalonosilk in ker je bila edinstvena prodajna točka filma prav okolje letalonosilke, brez letalonosilke ni bilo filma. Podobne poteze so uporabili pri zaustavitvi filma iz leta 1993 Polja ognja, ki ga je napisal pravi veteran vietnamske vojne in temelji na njegovih izkušnjah. Seveda, ker je bila ameriška vojska vpletena v številne grozljive vojne zločine v Vietnamu, so bili ameriški vojaki prikazani, kako izvajajo nekatere resnične pošastne dejanja. Ko je produkcija zaprosila ameriško vojsko za pomoč, so jih zavrnili. Razlog je bil, citiram, da so se takšne vrste kriminalnih dejavnosti dejansko zgodile in so zabeležene v zapisih. Tudi s tem, ko bi uradno podprli film, bi marinci in Ministrstvo za obrambo tiho sprejeli ta dejanja kot vsakodnevni, a obžalovanja vreden vidik bojevanja. Zato film nikoli ni bil posnet. Ukinitev filma, ki vam ne bi koristil, je poceni in enostavna metoda nadzora škode strani Ministrstva za obrambo. Toda kateri film je res dokazal, da lahko financiranje uspešnice spremeni vse? Številka 4. Izvirni greh. Top Gun. Top Gun je bil najbolj dobičkonosen film leta 1986, ki je bilo sicer zelo močno filmsko leto. Mornarica si ne bi mogla zamisliti boljše visokoproračunske reklame za to, da postaneš eden izmed njenih pilotov, tudi če bi se trudili. Film je prodal vse. Spretnosti, vznemirjenje, tehnologijo, vezi in prijateljstva, ki so se oblikovala med letalci. In to ni bilo presenečenje. Mornarica je bila pri tem izjemno tesno vpletena, saj je zagotovila tako opremo kot strokovno znanje, zaradi česar je bil tisti prvi film videti kot tako poglobljen vpogled v sicer skriti svet.
Letalske sile so celo postavile stojnice za novačenje pred nekaterimi projekcijami filma, da bi ujeli vsakogar, ki bi bil posebej navdušen, ko bi zapuščal kino. Za sodelovanje Pentagona v drugih filmih se lahko zahvalimo tudi Top Gunu. Glenn Roberts, nekdanji vodja urada Pentagona za sodelovanje z zabavno industrijo, je bil prvič navdihnjen za vojaško kariero, ko je pri 16 letih gledal Top Gun. Za ameriško vojsko je to res darilo, ki jim vedno znova koristi. Toda koliko koristi je pravzaprav prinesla? Govorice o 500-odstotnem povečanju vpisa so pretirane, vendar je film dejansko vplival na mornarico, saj je, kot kaže, neposredno povzročil 8-odstotno povečanje števila bodočih pilotov, ki so se prijavili. Da ne omenjam velikega občudovanja lika Toma Cruisa, Mavericka, kar je povzročilo splošno pozitiven premik o tem, kako je širša javnost takrat gledala na mornariške letalce. Očitno je bila vojska znotraj vojske zelo zadovoljna z uspehom prvega filma, saj so upali, da se bo zgodba ponovila tudi z drugim filmom, Top Gun Maverick. In pri tem zdaj na glas povedo tisto, kar se navadno zamolči. Generalmajor Edward Thomas, vodja službe za novačenje v letalskih silah, je povedal, ko je izšel originalni Top Gun, sta mornarica in letalske sile doživeli precejšen porast pri novačenju. Upamo, da bodo ljudje znova navdušeni nad tem, kar počnemo. Želimo si, da se nam pridružijo. Želimo, da jih vojaška služba navduši. Vpliv filma, ki je dobesedno o urjenju za elitnega mornariškega pilota, je očiten, vendar je v franšizi, kjer so njihovi pravi nameni, recimo temu prikriti, v igri tudi pravi denar. Številka 3. 100-milijonska podkupnina. Transformerji. Priredbe Transformerjev Michaela Baya so morda sporne za nekatere izmed prvotnih oboževalcev franšize, vendar so nedvomno blagajniške uspešnice s širokim kulturnim vplivom. To jih naredi za izjemno donosen oder, na katerem lahko vojska predstavi svoje argumente ameriški javnosti. V prvem filmu je bil odnos med produkcijo in vojsko precej krhek, saj je Michael Bay želel povečati vlogo vojske v filmu, da bi bil manj otročji. Do drugega filma pa je sodelovanje že cvetelo. Člani Pentagona in višji člani produkcijske ekipe so se srečali, še preden je bil scenarij sploh napisan. Pentagon pa si je prizadeval za vedno večjo vlogo. Kasneje so po prvem osnutku zahtevali popravke scenarija, čemur je Bay z veseljem ugodil. Govorimo o več kot 100 milijonih dolarjev vredne vojaške opreme, ki je bila najeto za izvirni film, ki je bil verjetno narejen za manj kot 200 milijonov dolarjev. Vojska z veseljem prevzame izgubo pri takšnih produkcijah v zameno za nadzor nad scenarijem. To je neverjetno podkupovanje pod mizo, ki je popolnoma in povsem zakonito. Čeprav sta bila Maverick in Jack Ryan očitno dobra prijatelja z Ministrstvom za obrambo in CIA, to ni nič v primerjavi s tem, da dobiš tiho potrditev od Bumblebeeja in Optimusa Prima. Toda v naši dobi, kjer prevladujejo pretočne storitve in zanimanje za kinodvorane upada, pravi cilj ni le nadzor nad filmi, temveč nadzor nad tem, kar gledate na malih zaslonih. Številka 2. Propagandocije bodo predvajali po televiziji. Že od zgodnjih dni HBO-ja pogosto pravijo, da je televizija novi film. Prestižne serije, kot sta Kriva pota in Igra prestolov, dokazujejo, da lahko televizija prevladuje v kulturi. In kjerkoli obstaja sila, ki prevladuje v kulturi, je tam tudi CIA, ki poskuša dobiti svoj kos pogače. In število priljubljenih televizijskih oddaj z vpletenostjo CIA je res osupljivo. 2 sezoni trajajoča serija The Agency od CIA je srhljivo napovedala prihajajočo vojno CIA z Bin Ladenom še pred terorističnimi napadi 11. septembra. To je bil še en projekt Chasea Brandona, zasnovan tako, da je delo agencije prikazal kot vznemirljivo, privlačno in, kar je najpomembneje, kot ključno za varnost povprečnega ameriškega državljana. Alias, še ena vohunska serija od CIA, je bila prav tako močno zaznamovana z vplivom posebnih agentov. Producent je bil J.J. Abrams, ki ima za sabo zgodovino sodelovanja pri filmih s pomočjo CIA in vojske, kot so Armageddon, Zavedno mlad in Misija nemogoče. In Jennifer Garner, zvezdnico serije, je kasneje osebno izbral Chase Brandon, da nastopi v reklami za novačenje v CIA. Serija Jonathana Nolana, Oseba interesa, je imela 2 vidna vojaška svetovalca, Jamesa D. Diverja in Tonija Camarina, pri čemer je bil slednji profesionalni vojaški zasliševalec. Toda ta stopnja vpletenosti je bleda v primerjavi s serijo Američani, ki jo je napisal nekdanji agent CIA Joe Weisberg, scenarije pa so zaradi natančnosti pregledovali aktivni člani CIA. In morda je najbolj pod vplivom CIA prav serija Domovina, zgodba o agentki CIA, ki razkriva teroristični napad na ameriških tleh. Pri produkciji so sodelovali sedanji in nekdanji agenti CIA, kot sta Chuck Hogan in John Megafin. Prizori so bili posneti na sedežu CIA v Langleyju, kar se, kot že veste, ne zgodi, če ne odobrijo vsebine v scenarijih. Igralska zasedba je celo obiskala Langley in imela zasebno projekcijo serije. Vojaško-zabavni kompleks je ogromen. Večji je, kot si je ameriška vlada sploh kdaj predstavljala, da bi lahko bil.
In vse to je res, lepo zajeto v uradnih dokumentih. Številka 1. 60.000 stranska revizija Shadow Studio. Ogled tega videa vam je verjetno dal občutek, koliko filmov in televizijskih oddaj gre skozi preverjanje pri predstavniku CIA za zabavno industrijo. A prava številka je še vedno šokantna. Več kot 2500. Toliko jih imata CIA in Pentagon pravico zavrniti, kar je več, kot je celoten katalog Disney+. Naslednjič, ko boste gledali film ali televizijsko oddajo, bolj kot se vam zdi prikaz CIA ali vojske realističen, bolj verjetno je, da je ta občutek pristnosti skrbno zgrajen. In tisto, kar izgleda kot realizem, je včasih lahko najbolj učinkovita oblika vplivanja s pripovedovanjem zgodb. Želite še več sumljivih informacij iz CIA? Potem si oglejte resnično zgodbo o CIA in crack kokainu, ali pa si namesto tega oglejte to.